Lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci, na kateri bomo predstavili letošnje investicije v oborožitev in opremo Slovenske vojske v okviru zakona o investicijah v Slovensko vojsko do leta 2026. K besedi vabim generalnega direktorja Direktorata za logistiko, Uroša Korošca. Izvolite, direktor. Ja, lepo pozdravljeni. Dobrodošli na tej tiskovni konferenci. Na današnji tiskovni konferenci bom predstavil nekako 8 točk, ki so predmet nabave v letošnjem letu. Nabave se izvajajo skladno z zakonom o investicijah v Slovenski vojski, ki je bil sprejet v letu 2020, tako da predlagam, da gremo kar naprej. Prvi tak nakup je nadaljevanje pravzaprav nakupa iz lanskega leta, to je taktično transportno letalo. Lansko leto je bil podpisan sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo o sodelovanju pri tem nakupu transportnega letala. V letošnjem letu so se še izvajale določene tehnične posvetovanja z italijansko vojsko glede usposabljanja, glede vzdrževanja, glede zagotovitve rezervnih delov. Drugače pa je planirano, da bi se sama dobava izvedla v pomladi leta 2023. Cena ostaja enaka, kot je bila dogovorjena. Tukaj sprememb cen ni, gre predvsem za to, da smo se z italijansko vojsko usklajevali o načinu izobraževanja in usposabljanja. Naslednja taka večja zadeva, ki je predvidena v letošnjem letu, je nadgradnja helikopterjev Bell 412. Za nadgradnjo je že objavljen razpis, ki je trenutno v teku. Cilj te nadgradnje je nadgraditi helikopterje in zagotoviti njihovo plovnost za nadaljnjih 20 let, eventualno pa 5000 ur letenja. S tem se bo vseh 8 helikopterjev bo na razpolago, bodo enako posodobljeni in natančni se bo povečala razpoložljivost teh helikopterjev za opravljanje nalog tako za potrebe Slovenske vojske in seveda tudi za naloge, ki so povezane s sistemom za zaščito in reševanja, se pravi prevozi, gorska reševalna služba in pa HNMP. Kar je vsebina nadgradnje, mogoče to, če je malo bolj zanimivo, je pravzaprav se nadgrajuje avionika, kjer se nadgrajuje elektronski, torej digitalni sistem prikazovanja podatkov o delovanju motorja, digitalna mapa, se vgrajuje v informacijski sistem znotraj helikopterja, komunikacijske postaje se postavljajo nov globalni pozicijski sistem, SEDAK, ta je pravzaprav že zelo zastarel, in pa novo žičenje znotraj helikopterja. Kot sem povedal, je razpis trenutno objavljen in zmogljivosti helikopterja se zaradi tega ne bodo zmanjšale, temveč ravno povečale in razpoložljivost samih platform bo bistveno večja in lažje dostopna. Sledi naslednji projekt, ki je tudi nadgradnja helikopterjev, to je nadgradnja helikopterjev, ki jih poznamo pod imenom Cougar. Tudi tukaj je osnovni cilj zagotoviti dolgoročno operativnost helikopterjev, vsaj nekje do leta 2035. Gre predvsem za povečanje zmogljivosti vertikalnega manevra Slovenske vojske. Hkrati z nadgradnjo se bo tudi dokupila zaloga rezervnih delov. Ta helikopter je že kar nekaj let star, tako da je smiselno zdaj dokupiti rezervne dele, da jih bomo lahko vzdrževali še vsaj do leta 2035. Tudi tukaj je obseg nadgradnje podoben, avionika, komunikacijske storitve, navigacija in pa, kot sem že povedal, zaloga rezervnih delov. Naslednja taka večja investicija, ki pa je že pravzaprav tudi najavljena v zakonu o zagotavljanju investicij, to je nakup srednje težkih helikopterjev. Tu je predmet investicije izgradnja zmogljivosti srednje težkega helikopterskega manevra, s katerim se bodo izvajale naloge in aktivnosti za potrebe ciljev zmogljivosti, SOAT-u, reševanja izoliranega osebja ter izvajanja vertikalnega manevra. V zakonu sta predvidena 2 taka helikopterja do leta 2026. Za polno zmogljivost bi potrebovali 4 takšne helikopterje, zato se nakup dodatnih 2 računa po letu 2026. Tukaj je investicijska dokumentacija v pripravi, predinvesticijska zasnova je zaključena, nekje do poletja bo tudi dokončan investicijski program. Tako da bomo verjetno že letos poletje oziroma jeseni pričeli z postopki nabave. Tu si prizadevamo, tukaj bomo verjetno zbrali pot, ki gre preko vladi ali pa preko NATO-ve agencije,
kar pomeni, da se bomo znebili vseh posrednikov in najbolj transparentno izvedli to vrsti nakup. Gre za zelo podobne platforme, kot je Cougar. Pravzaprav je osnova enaka, kar pomeni, da tudi izmenljivost z rezervnimi deli bo tukaj pravzaprav zelo enaka, podobna. In pa tudi samo usposabljanje pilotov bo tukaj bistveno lažje izvedljivo, saj piloti bodo že leteli na trenutno obstoječih helikopterjih Cougar. Sledi krajše poročilo o 8-kolesnih vozilih Boxer. Osnovni cilj je zagotoviti bojni potencial srednje bataljonske bojne skupine, ki bo temeljil na oklepnih vozilih, ki so oboroženi s topom 30 mm. Kot smo že komunicirali v preteklosti, gre za nakup 45 vozil Boxer, ki bomo izvedli preko organizacije OCCAR. Prednost takšnega nakupa je enaka cena za vozila in sestavnih delov za vse države članice, povezljivost, rezervni deli in pa usposabljanje vzdrževanje pripadnikov Slovenske vojske. Tukaj gre za nakup brez posrednikov. Tesno sodelujemo z Ministrstvom za obrambo Republike Nemčije. Predviden podpis pogodbe je v marcu letošnjega leta, je pa seveda to odvisno od odločitve Ustavnega sodišča. Tako da cene v tem momentu še ne bi komuniciral, ker so v teku pogajanja, tako da ko bomo dobili zadnjo končno ponudbo, bo tudi to javno objavljeno. Naslednja taka večji nakup je tudi seveda v skladu z zakonom, je nakup taktičnih tovornih vozil. Tukaj se bomo poskušali izogniti, oziroma tukaj se bomo kar izognili posrednikom, šli bomo na nakup preko vladi oziroma preko agencije NSPA. Gre za nakup taktičnih tovornih vozil različnih konfiguracij, to so od 4x4, 8x8 do 6x6. Gre za klasična tovorna ploščad, nekateri bodo opremljeni tudi s samonakladalno roko, predvsem pomembno pa je to, da se tukaj tudi zagotovijo cisterne za prevoz goriva in pa cisterne za prevoz vode za potrebe Slovenske vojske. Nekako računamo, da bo investicijska dokumentacija zaključena do konca poletja, tako da bomo jeseni nadaljevali potem s postopki nakupa. Še en tak večji nakup je predviden, to je premestljivi kis in pa kopenski senzori. Tukaj gre za projektom premestljivi kis, se pravzaprav zagotovi komunikacijska oprema za sile, ki so premestljive, omogoča se jim kibernetska obramba, omogoča se jim stalna dosegljivost in povezljivost in pa nemoteno delovanje. Kar pa zadeva kopenski senzori, to gre predvsem pa za senzori, ki bodo omogočali zaznavanje nasprotnika, zaznavanje premikov nasprotnika, artilerijskega ognja in pa zvočni senzori. In točka 8 je pa pravzaprav niti ni tako nova investicija, gre predvsem za dokup streliva za oborožitev, nakup minsko-eksplozivnih sredstev in pa protioklepnih raket, ki jih trenutno Slovenska vojska že uporablja. Tu se bomo naslonili na obstoječe pogodbe, ki jih že imamo, namreč imamo okvirne sporazume, kjer bomo pač pozvali pogodbenike, da nam pospešeno dostavljajo strelivo in pa minsko-eksplozivna sredstva. To, ki je, kar se tiče investicij v letošnjem letu. Hvala lepa, direktor. Prosim. Seveda so zdaj na vrsti vaše vprašanja, tako da predlagam, da postavite vprašanje z dvigom roke ali pa z konco. Jerneja Grmadnik je prva iz revije Slovenska vojska. Izvolite. Dobar dan, pozdravljeni. Jaz sem to vprašanje, sicer me zanima, koliko trenutna varnostna situacija vpliva na mogoče načrte investicij v prihodnje. Je že bilo kaj govora o tem? Hvala lepa. Hvala lepa. Varnostna situacija, ustrezne službe spremljajo, z njimi imamo redne sestanke, tako da vsi te nakupi, ki so danes bili predstavljeni, nimajo toliko vpliva na, v bistvu niso pospešeni zaradi varnostne situacije, taki so bili načrti narejeni, morda edina zadnja točka, kar se tiče streliva in minsko-eksplozivnih sredstev, če bo Slovenska vojska izrazila potrebe, da poveča te zaloge, bomo potem tukaj še ukrepili dobave, drugače pa ti nakupi niso povezani z varnostno situacijo v svetu trenutno. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Zaenkrat ne vidim.
dodatnih vprašanj? Če ni več vprašanj, bi današnjo novinarsko s tem zaključili. Tudi vprašanj preko YouTubea ne vidim. Tako da bo pa tole nekoliko bolj podrobno, to, kar je direktor predstavil, tudi zaujeto v gradivu, ki ga bomo objavili na spletni strani. Tako da vabljeni tudi na spletno stran, kjer si boste nekoliko bolj podrobno tudi ogledali številke natančnejše in jih seveda tudi uporabili za vaše prispevke. Če ni več vprašanj, bi potem s tem zaključili današnjo novinarsko konferenco in ponovno vabljeni prihodnji teden. Glede teme novinarske v prihodnjem tednu bomo sporočili do konca tedna. Hvala lepa in nasvidenje.